Iz lahkotne pa k resnejši temi. V zvezi s samozadovoljevanjem še danes krožijo številne dezinformacije, miti, poskusi zastraševanja, kar nas vsekakor definira. Tako kot pri vsaki stvari v življenju lahko rečemo, da se problem pojavi pri kompulzivnih dejanjih. In prav iz tega vidika bi se danes lotili te teme, saj boste morda predvsem starši, ki se soočate z izzivi vaših otrok, dobili mogoče boljši vpogled v zakulisje tega, kar se z njimi dogaja. V studio sem zato povabila Romana Vodeba, ki nam bo razkril kar nekaj resnic povezanih z našimi vzorci. Lepo pozdravljam torej vas. Lep pozdrav. Lep pozdrav, hvala, ker ste prišli. Ja, ta tematika je zelo pereča, zato ker še vedno pač živimo v svetu, kjer se tabu teme konstantno ponavljajo in ne moramo ven iz nekih vzorcev. Sram povezan mogoče z masturbiranjem je prva stvar, ki lahko rečem, da je še vedno kar zelo prisotna, s tem bi se najverjetneje lahko strinjali, ker glede na to, če smo se kaj naučili iz zgodovine, je to nekaj, da so nas vedno zastraševali, da je to nekaj umazanega, slabega in da se to absolutno ne sme početi. Sram mora biti prisoten, ker seksualnost je domena želje, izkazovati željo drugemu, tudi tistemu, ki je konkurent za tvoj objekt želje, kot se reče v psihoanalizi. To je nadležna, to je eksplozivna zmes. Če pride recimo moški, ki gleda žensko v seksualnem kontekstu, potem pa pride drugi moški, to je takoj fajt. In določene stvari iz registra seksualnosti treba skrivati. Tudi masturbacijo treba skrivati, ker je to tudi malo omamna stvar. Zato se je skozi zgodovino napletlo ogromno nekih restriktivnih praks, ki so prepovedovale masturbacijo, škodili psihi tistih, ki so otrokom, ki so to delali, ampak bali so se ti odrasli, da se bodo otroci zasvojili s tem užitkom, ker to je omamni užitek. In če otrok dejansko je neka logika, če prehitro izkusi orgazem, recimo tle so problematične deklice, pa če se dečki ujamejo v masturbacijo, namesto da bi recimo sublimirali pa počeli neke pomembne stvari za družbo, potem ga družba začne izločati. Družba je tudi zavistna, zavidanje užitka drugemu, ki na skrivaj uživa, mi moramo pa, ne vem, hrano iskati pa se bojevati. Tam preplašeni nek samec je pa tam na skrivaj v stiski to dela, ampak drugi, če vidijo, kaj on dela, oni se pa matre, da bi hrano plemenu pripeljali in pa se je z leti skozi zgodovino napletlo ogromno nekih restriktivnih praks, posebej cerkev je bila tukaj problematična, ker je obstaja tudi prepovedi, to se ti bo roka posušila, boš umrl, pa tako naprej, zbolel. To so vse tiste restriktivne prakse oziroma ukrepi, ki preprečujejo, da se bi otroci zasvojili, starši se to, oziroma odrasli se bojijo. Tudi izrezovanje klitorisa recimo je problematično zato, ker se starši oziroma odrasli bojijo, da bi se deklica zasvojila z užitkom, človek, ki pa uživa orgazmično, če je zadet, pa nor rata. Tukaj je to omamno. No, saj to je zanimivo, ker glede na to, da smo seksualna bitja, pa svoja spolovila raziskujemo že od ranega otroštva, me zanima, kako naj starši postopajo, ko se zavedajo, da je njihov otrok na poti raziskovanja svojega telesa. Mene kličejo starši, vejo, da pač psihoanaliza je veda v seksualnosti, kaj ne naredim, moja hčerka starejša, pa tudi mlajša je že naučila, pa se tam nekje tudi gole, potem neke škarje dajo, kaj ne naredim. Najprej treba to flegmatizirati oziroma ne dela dramo, ker otrok, če doživi dramo, deklica, ko to počne, ko je prijetno, ona nima to za seksualno stvar, ona se sprošča. Starši se morajo vprašati, odkje je hudiča, zdaj moja hčerka rabi to ugodje, a ji dajem premalo ljubezni, a je premalo ljubljena, kje je tukaj očka, da jo stisne, objame polubčka. Ko otrok prejme ljubezen, mu ni treba toliko kompulzivno, recimo, se ukvarjati sam s sabo. Se pravi, dramo starši ne smejo absolutno delati. Morajo preusmeriti pozornost, recimo, če to vidi, ne sme narediti dramo, pa to pa ne smeš, kaj spet delaš, se ti bo roka posušila, če vidi deklico. Dečkova masturbacija tam v vrtcu ni problematična, dečki imajo same erekcijo, ne doživljajo orgazm. Deklice lahko doživljajo orgazm in če namota v svojo miselno dejavnost neke problematične scenarije iz registra odrasle seksualnosti, recimo, da bi kakšno pornografijo videla, ali pa starše, ki seksajo, pa da ta malo to zrajca, pa se masturbirajo do orgazma, to je pa zacvre cel hard disk v smislu, da bo z njeno seksualnostjo nekaj specifičnega, da ne rečem narobe v odraslosti.
mladosti šele. Tako da starši morajo previdno postopati, zamotiti otroka, pa se vprašati, zakaj mi otrok to počne kompulzivno. Čeprav mamice meni poročajo, kako v vrtcu dramo delajo vzgojiteljice, ker ta mala je cel vrtec naučila masturbirati, bojo metuljčki prišli v trebuščka. In mamica je rekla, ne dela dramo iz tega, tudi jaz sem to delala, pa sem čisto normalna. Tudi vzgojiteljice v vrtcu ne smejo iz tega dramo delati. Preusmeriti pozornost. Ja, težko je najverjetneje tudi sebe naravnati, vedeti, kaj narediti v tistem primeru, ko pač... V objemu nevednosti to starši delajo, ker starši tudi vejo, če bo otrok prehitro izkusil neke užitke iz naslova seksualnosti ali pa orgazma, potem se mu lahko misel preokupira v napačno smer. Človek lahko sublimira svoje seksualne želje, se pravi počne nekaj deseksualiziranega oziroma na videz deseksualiziranega, v resnici pa tisto početje lahko pa zelo seksualno, latentno, simbolno in starši morajo biti informirani. Zato ta psihoanaliza kot miselni koncept je dobro, da če je prisotna. Mislim, jaz se mi zdi, da osveščam starše ali pa ljudi, da smo globoko nezavedno vselej seksualni in pač moramo prebrati ene situacije, ki se dogajajo iz registra seksualnosti tudi v odraslosti, recimo v politiki. Treba to vedeti. To je najbolj pomemben aspekt človeka. Rojeni smo tako, seksualna bitja. A obstaja razlika, prej ste že nakazali, da jasno, med dekliško in fantovsko masturbacijo, kakšne so te razlike klasične? Torej, dečka zaznamuje erekcija, ampak erekcija samo po sebi ni užitek. Je fascinacija, se pravi, dečka to navdušuje, da se tale njegov lulček poveča, pa se po koncu postavi. To je fasciniran, temu ego zraste. Deklica sploh, ko to vidi, je tudi fascinirana. Fascinare pomeni vzreti moški erektiran spolni organ v latinščini prvotno. Deklica ima pa sposobnost doživljanja orgazma, ko se draži. Ona ne ve pri 4, 5, 6 letih za obstoj vagine. Prav je, da ne ve, deček pojma nima, kakšne genitalije so pri deklici. Deček misli, da ima deklica odrezane genitalije, da je imela lulčka, ki ga nekdo odrezil, ko prvič to vidi. Deklica pa ugotovi, da je fiziološko prijetno, če še žgečka, če se drgne ali z roko, ali z igračko, ali na rob mize, kakorkoli ženske, ki imajo problem v seksualnosti, meni to poročajo. In zdaj, če se pa doživi orgazm deklica, deček ga ne more, deček začne masturbirati v puberteti, ko doživi polucijo v sanjah. To je zanimivo, pa so moški tisti, ki takrat v puberteti so potem moški v primat poziciji. Oni procentualno, če bi se možno raziskavo to obelodanili brez dlake na jeziku, se pravi, da bi se to statistično dalo raziskati, to se ne da raziskati. Tudi izredno težko ženska pove, da je kot deklica pri 5 letih masturbirala do orgazma, ampak če ima pa psihične problema, pa jaz pa to moram vprašati. In potem se izkaže, da ženske deklice doživljajo orgazem z draženjem. In če je tam glava prazna, se pravi, da se deklica poteši fiziološko, da se samo zadovolji na neki fiziološki ravni, da glava ni zasmetena z neko pornografijo oziroma z mislimi, ki so iz registra odrasle fantazije. To pa se ne sme zgoditi. Ker če se to zgodi, se deklici v odrasli seksualnosti popači percepcija seksualnosti. Potem pa trpi recimo pa moški, ko ženska ne more seksati drugače, kot da ima fantazijo v glavi. Se ne zna skoncentrirati na seks, ki ga ima s svojim moškim, in potem je odkrita, pa še pove, sem si dajala v fantazijo, boh ve kaj, kako to, zakaj pa nimaš mene v fantaziji, jaz pa samo tebe razmišljam. Deklica, ki prezgodaj začela seksualizirati svoj ritual nekega samoolajšanja, to ni masturbacija klasična, to je samoolajšanje, ki je fiziološke narave. To ni nič škodljivo. Škodljivo bi pa znalo biti, oziroma kompulzivno, kompulzivna stvar, če pa deklica dela recimo do orgazma, ker sem tudi take imel ženske. Ko so pri 30 letih mi povedale, mislim, osebnostno je bila zaznamovana, imela diagnozo, imela osebnostna motnja. Ona je 30 orgazmov doživljala dnevno pri 5 letih. To pa pomeni, da je takrat doživljala izjemno stisko. Sej ne bom rekel, da je zdaj njena psiha kontaminirana s temi orgazmi. Ne, z disfunkcionalno družino, neprejemanje ljubezni strani očeta je bilo ključno, da je ona 30krat na dan doživljala orgazm in bila na ta način pomirjena.
In ta njena masturbacija, ker ni imela fantazije v glavi, ji ni škodila. Škodila je disfunkcionalna primarna družina, zaradi katere je postala meni osebnostno motena. Ampak kako lahko to osebnostno motno potem s časom najverjetneje in psihoterapijo? Osebnostno motnje se ne da zdraviti, ker to ni bolezen. Da se jo obvladati, zamejiti, oziroma ženska, če ima meni osebnostno motnjo, se mora zavedati, da je ranjena z primarne družine. Zdaj pa nekdo, ki se zna pogovarjati, vidi, kakšno družino ima, pa še vpraša, koliko ste pa masturbirali kompulzivno, kar pomeni, da je toliko trpela, da je to mogla početi, da je lušen bilo. Ker to pretirano počnejo tisti, ki niso ljubljeni, ki so pri velikih dnevnih stiskah. Zato starši, če vidijo svoje otroke, da to pretirano dela, se mora starš vprašati, zakaj to dela. In takrat ga je treba stisniti, poljubčkati, pa da otrok čuti, da je ljubljen, pa mu ni treba tega delati toliko pogosto. Kaj pa, prej ste govorili o fantazijah, in nekatere pač ne moreš jasno nekaterih stvari iz glave izbiti, tako kot sva govorila, da morda ta... Vse, če se to zgodi v puberteti, je jasno, da tam takrat pa ni prazna glava. Pa zdaj imamo... Kaj, če, ne vem, fantaziraš v očetu, prej to ste mi dobro rekli. To je pa problematično, ker imam take ženske, ki je, ko je videla starša, da seksata, brez da bi starša seveda vedela, je to videla in ona je to počela dajati in očeta v fantazijo dajati. In ona je prišla pri meni pri 25 letih, jaz sem iskal, ne vem, dogodke s hipnozo, nič nisem našel, pa sem pa dnevnike bral, ki ga je pisala, ne vem, od prvega razreda do srednje šole, vse sem prebral. In sem gotovil, da je videla seks med staršema in da je hotela biti na materinem mestu. In ni vedela, da se to ne sme, ker ni imela razvitega nadjaza. To je moralna inštanca, ki se otrokom še ne razvije. In če pa to deklica naredi in da krši tabu in cesta, potem je pa vse narobe, tesnoba, mogoče panični napadi, depresija, vse narobe v njeni glavi po 20. letu. Kako pa lahko spodbudimo ljudi, ki vedo, da so pač na tej poti, pa da se jim je to zgodilo, da se ne bi zaradi tega še bolj obsojali? Ker že tako je sram, potem se obsojaš glede fantazije. Ki je nek poznavalec duševnosti, mora povedati, da v nekih praksah, ki so iz registra spolne zlorabe, obstajajo deklice, ki so prosile svoje pedofile, naj to še počno. In potem se reže, recimo, ker je uživala. Potem pa avtoriteta mora povedati, da ni bila kriva, da je bilo deklica, da je bila zmanipulirana, da nihče ni povedal, da se tega ne sme delati. In potem, ko ona razume, ko spozna, psihoanalitično se reče, ko pride do uvida, potem razbremeni sebe in se neha rezati, pretepati, tesnoba izgine, nima paničnih napadov, depresije. Ampak to mora narediti nekdo, ki se spozna na pogovarjanje. Talking cure, kot je rekel Freud, oziroma Ana O, prva znana pacijentka, ki niti ni bila od Freuda. Zdaj, od vsega tega, kar sem jaz tu videla, bi lahko rekla, je, da dejansko kako zelo pomembno je imeti konkretno dobro družino, ki te podpira in te ima rada. To je to. No, te ločite pa otroke pahnejo v stisko. In v tej stiski potem pa se deklica znajde na svoj način, fantom se pa začne dogajati to kompulzivno masturbiranje, recimo pri 13-14 letih, če se prej, recimo tudi moški rata obseden pa zasvojen seksualnostjo, pa če nima očeta, nima nadjaza, moralna inštanca je tista, ki ročne znotraj psihe zategne. In dečki potem pokasirajo na svoj način svojo zasvojeno seksualnostjo, pa ta pornografija, ki je izjemno škodljiva. Zato bi jaz sem imel neke projekte, da ozaveščam osnovnošolce pa srednješolce, da naj ne gledajo pornografije, ker tiste pornografija je nastala za moške po 40. letu in otrok to prehitro ne sme videti. In deklica, če izgleda, imam ženske, ki so gledali pornografijo risanke pri 8-10 letih, ampak na risankih je bila tista tretja noga, ne vem, polmetrska. In pol ženska, ki temu pila, deklica misli, da ona trpi toliko. Ni vedela, da je to od užitka in ko se je pogovarjala, ko sem jaz to povedal, da je to zaradi užitka, je prišla do vida in se je razbremenila in se je odprla potem seksualnost, kakršno ima normalna ženska. Najlepša hvala za tale pojasnila. Mislim, da bi lahko iz večjih vidikov govorila o masturbaciji, ampak ta je bil en, ki mislim, da je najpomembnejši, da razumemo ozadje tega, psihoanaliza torej. Najlepša hvala. Prosim.